dober večer vsem v Jezuitskem kolegiju v Ljubljani, kjer mesečno že 4-5 let, se mi zdi, potekajo večerne akademije. To so izobraževalni dogodki, kjer spregovorimo na različne tematike, ki so bodisi aktualne ali pa zelo zanimive in z tega stališča pomembne za človeštvo. Razen tega pa so večerne akademije del širšega programa kolegija, ki ga je nekako ustanovil Jezuitski red. Gori so prostori za študente, nekako kot študentski dom, Jezuitska študentska rezidenca Bernik. Potem pa so tudi študijski prostori in pa prostori za druge aktivnosti, ki pa jih bo predstavil rektor kolegija, pater Damjan Ristič, po celem predavanju. Namreč v prvem delu večera je predavanje, potem je možnost vprašanj za predavatelja, preden pa gremo na pogostitev, pa kot sem omenil, bomo še nekaj minut namenili naslednji akademiji, pa še kateri drugi aktivnosti. Zdaj pa najbolje, da predstavim kar našega gosta. Veseli smo, da je z nami profesor dr. Lev Menaše, ki je velik strokovnjak renesančnega slikarstva in umetnostne zgodovine nasploh. Doktoriral je leta 1983, 2 leti pozneje pa se je zaposlil na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je vrsto let predaval občo zgodovino umetnosti novega veka. Med svojim delom se je izpopolnjeval po svetu, namreč v Rimu, Neaplju, Londonu, na Dunaju in drugod po Evropi. Bil pa je tudi Fulbrightov štipendist v New Yorku. Deloval je tudi kot kustos in kritik, pripravil je vrsto razstav v galeriji Cankarjevega doma in v galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju ter druge razstave. Leta 2018 pa je od Slovenskega društva likovnih kritikov za življenjsko delo prejel nagrado Kritiško pero. Najbolje, da kar začnemo. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Se slišimo? Lahko normalno govorim. Skratka, ponujena mi je bila zanimiva izbira za to predavanje med Blakeom in Boschem. Oba sta, kakor si predstavljate, zelo različni osebnosti, ampak oba povezujeta jo pa vsaj 2 skupni točki. Prvič, oba sta živela v času izjemne duhovne krize, zlasti krize krščanstva. Bosch v času, ko je humanizem, severni in južni, italijanski in severni krščanski, razbil stari način mišljenja in seveda v času porajajočega se protestantizma. Blake v času francoske obdobja, francoske revolucije in seveda v času, ko je ateizem postajal vedno pomembnejši. Oba, to je druga točka, sta na te probleme odgovorila absolutno originalno, ampak na tej stopnji je povezal tudi konec. Pomembnejše postanejo razlike, najpomembnejša med njimi verjetno ta, da je imel Bosch v svojem času, se pravi pozno 15. začetek 16. stoletja, vsaj nekaj trdnih opornih točk. Blake ni imel skoraj nobene. Blake je moral razviti svojo mitologijo, vzporedno ali pa delno prekrižano s krščansko, in to je razvil predvsem kot pesnik. Njegova likovna dela so vzporednica njegovim pesniškim, ne ilustracija, ampak nedvomno vzporednica.
ampak glavnina, mislim, bistveni del njegovega opusa je poezija, je eden od najboljših angleških pesnikov sploh. Ampak o poeziji seveda nisem kvalificiran, da bi govoril. In zato sem izbral Boša. Tako da zdaj najbolje, da gremo kar k njemu, prosim. Tole je portret v narekovajih, nastal približno skoraj pol stoletja po njegovi smrti. Ampak nedvomno odseva njegovo podobo, kakršna je resnično bila. Gre za solidnega meščana, še bolj natančno obrtnika, kakor opozarja njegova kapa. In kot takšnega se je gotovo videl tudi sam Boš. Rojen je bil, natančne letnice ne poznamo, okoli leta 1450 v S'Hertogenbošu, Brabant, danes južna Nizozemska. V Brabantu je tudi preživel veliko, mislim praktično vse življenje. Njegov ded je prišel iz Aachna, na to opozarja tudi njegov prvotni priimek Hieronymus van Aken. Se pravi, družina po enem krilu iz nemških dežel, po drugi iz Nimegna, se pravi Nizozemska. Njegov ded je imel 4 sinove, 3 od teh so bili slikarji, eden od teh je bil Bošev oče. Se pravi, da je popolnoma logično domnevati, da se je izučil bodisi v očetovi delavnici, bodisi pri stricih, ampak ničesar od njihovega opusa ne poznamo. Ne vemo, kakšni slikarji so bili, kaj so delali, približno si lahko predstavljamo, ampak ne vemo, kako dobri so bili, ničesar. Boš je bil kmalu dosti uspešen slikar. V letih 1486-87 je stopil tudi v bratovščino naše gospe v S'Hertogenbošu. To je bila pomembna bratovščina, rezervirana, če tako rečem, za pomembne meščane. In že ta potrjuje njegov status, h kateremu se bo treba še vrniti, ne samo v času življenja, ampak tudi po smrti. V tem času je delal predvsem za cerkvene naročnike, ampak nedvomno počasi tudi za posvetne. Po S'Hertogenbošu se je tudi preimenoval. Boš je dejansko krajšana varianta njegovega, imena njegovega mesta. S'Hertogenbosch, Boš, gost, prevedeno. To odmeva bomo potem lahko gledali, vsaj mimogrede tudi v kakšnih njegovih slikah, to preimenovanje. In tako se je tudi vedno podpisoval. Tako da ga lahko mirno pač tako imenujemo. Pardon, ne vem, kaj sem zdajle naredil. Aha. Dobro, nekaj težav. Ne vem, da povečate, da ni teh. Tole je. Hvala. Ne, naprej še zaenkrat. Hvala lepa. Skratka, v S'Hertogenbošu, to vemo iz kronik ravno te bratovščine, in leta 1516 umrl, tokrat imamo dosti natančen datum, 9. avgusta je bila njegova pogrebna maša. Toliko o življenju, to je pač osnovni okvir, ki ga potrebujete. Kar se del tiče, pravzaprav jih je zelo malo
glede na recimo opuse sodobnih umetnikov, današnjih umetnikov, nepresenetljivo glede na to, kako je slikal. Približno 25 del je bolj ali manj zanesljivo njegovih. Če dodamo še delavniška dela, pridemo nekoliko čez 30 del. Treba je pozoriti, da so ga kopirali in ponarejali že v času življenja in potem še toliko bolj po smrti. Tako da je bolševskih del zelo veliko, ampak originalov je malo. Med temi originali izstopajo trije triptihi in tem se bomo v nadaljevanju, samo tem se bomo v nadaljevanju posvetili. Preden gremo do tega, pa je treba pojasniti, kako so triptihi pravzaprav sploh funkcionirali. V tem času, se pravi, in prej, še v celem, lahko rečete, 15. in 16. stoletju. Če ste na običajen dan stopili v cerkev, ste triptih videli zaprtega, tako kot v tem primeru. To ni Boševo delo, je delo njegovega nekoliko starejšega sodobnika Hansa Memlinga, ki je deloval v Brižu. Tudi slučajno slikar nemškega porekla, zelo priljubljen, zelo uspešen. Ta oltar je naredil po naročilu naročnika, ki ga vidite v ospredju. Gre za Angela Jacopa, Jacopa Finija, Italijan očitno, vodil je Medičejsko banko, poslovalnico Medičejske banke v Brižu. S tega mesta ga je pozneje zrinil danes precej bolj znani Tommaso Portinari. Skratka, naročnik in njegova žena identificirali so ju po obeh grbih, po njunih grbih. Sta upodobljena kot živa, recimo v ospredju, v ozadju. Vedno na vsakem triptihu, običajnem triptihu svetnika, njuna patrona, v tem primeru Marija z otrokom in sveti Mihajl, arhangel Mihajl. Oltar je bil namenjen v Mihajlovo kapelo, kapelo svetega Mihajla v Fiezolah pri Firencah, ampak ladjo, ki ga je prevažala, je na morju prestregel gusar Paul Beneke iz Gdanska in tako je oltar še danes v Gdansku. To je edina zgodba, ki jo poznam in ki povezuje visoko umetnost z gusarji, tako da jo rad navajam. Skratka, to je zunanjščina, to je tako imenovana delavniška stran. Kakor vi vidite oltar, ko na delavnik stopite v cerkev. Potem bistven je kontrast med zunanjščino in tako imenovano praznično stranjo, se pravi tisto, ki je odprta samo ob recimo izjemnih priložnostih. Ikonografijo takoj prepoznate, gre za poslednjo sodbo, Kristus sodnik, za njim angel iz Arma Christi z orodji njegovega trpljenja, levo in desno ob njem 12 apostolov, 6+6, malo spodaj Marija in Janez Krstnik kot pripršnika skupaj z Kristusom, skupina Dezis, ki jo imate včasih tudi kot samostojen motiv. Spodaj spet Mihajl, nekoliko bolj poudarjen kot na običajnih upodobitvah, ker gre pač za delo, ki je namenjeno v njegovo kapelo, njemu posvečeno kapelo. Potem vstajenje na levem krilu, bolj pravilno na Kristusovi desni,
zveličani, ki jih sveti Peter sprejema v nebesa, zaznamovana s tem razkošnim portalom v ozadju in na desni pogubljeni, ki padajo v pekel. To je zelo standardna ikonografija, zunanjščina in notranjščina, in takšnih oltarjev je bilo v Evropi nedvomno na ducate, če ne na stotine. Nedvomno tudi pri nas, ampak se niso ohranili. Imate pa praktično isto motiviko na freskah iz poznega 15., zgodnjega 16. stoletja, skoraj enako ikonografsko, ne likovno, ampak interpretacijo, recimo na freskah na Krtini, cerkev svetega Lenarta na Krtini, v bližini Domžal. Si jo splača ogledati, ne samo zato, ampak tudi zato. In potem še vrsta drugih. Če bom v nadaljevanju omenil slovensko umetnost, mislim na takšne freske, seveda. Skratka, tako deluje vsak triptih. Zaprta stran, šok ob odprti strani. Zdaj je čas, da se končno odpravimo k Bošu. Kako rečeno, naredil je triptihe, velike triptihe. To je prvi od njih, spet s poslednjo sodbo, danes na Dunaju, v Akademiji na Dunaju. Ne vemo, kje je bil prvotno. Znan je šele nedvomno od sredine približno 17. stoletja, ko je bil že v privatni lasti. Nekoliko drugačna ikonografija, spet Kristus kot sodnik v centru osrednje table, levo in desno po 6 apostolov, zgoraj Marija kot priprašnica. Figuro na desni je v bistvu nemogoče identificirati, zelo verjetno ne gre za Janeza Krstnika, ki bi po tradiciji spadal na to mesto. Morda, ampak to je čista špekulacija, čisto preprosto za Boga očeta, ki opazuje, kaj se dogaja pod njim. Vsekakor levo, na levem krilu zgodba Adama in Eve, v sredini načeloma vstajenje umrlih, umrli se dviguje iz grobov, ampak kot vidite že po gibanju teh figur so skoraj vsi namenjeni v pekel na desnem krilu. Nebes pravzaprav sploh ni. Nebesa so samo ta mali svetli del na vrhu srednje table. Uporabljam izraz tabla, Bož je vedno slikal z oljem na les, ponavadi na hrastovino. Skratka, na vrhu srednje table in v nebesih najdemo, jasno, poleg Kristusa 6 apostolov in zanesljivo samo Marijo. Večina človeštva, velika večina človeštva bo pogubljena. Nam Bož povežen že na tej stopnji. Tule se je treba majčkeno vrniti v širše okolje, v nizozemske umetnosti druge polovice 15. in zgodnjega 16. stoletja lahko grobo, to je poenostavitev, ampak vseeno, ločimo dva tokova, optimističnega in pesimističnega. Optimistični se začne z Janom van Eyck in njegovim velikim poliptihom, genskim poliptihom. In Memling sodi v ta tok, ta, ki smo ga pravkar videli z onim triptihom prej. Drugi tok je pesimistični, začne se z Rohirjem van der Weyden, nadaljuje recimo z Hugom van der Husom in vrhunec predstavlja ravno Bož. In to je en od del, ki zelo jasno
izražajo njegov osnovni odnos do recimo človeštva. Ne. Večina ljudi je grešnih, večina ljudi bo pogubljenih. Tam se recimo zanimivo razlikuje, če samo eno ime omenimo od Lutera. Ne. Luter je bil vedno trdno prepričan, da bo zveličan, ne glede na to, kaj je počel. Bož je bil verjetno vsej v globokih dvomih, ali bo on sam zveličan na vsak način, večina človeštva ne bo. Ne. Zakaj? Pojasnjuje zgodba na levem krilu. Stvarjenje Eve. Tule moramo iti v detajle. Eva, Adam spi, Eva se nedobesedno, kako tudi v naši umetnosti pogosto, ampak vseeno očitno dviguje iz njegove strani, iz njegovega rebra, ne? In potem kristomorfni bog oče, ki jo prijema za roko. Potem nadaljevanje zgodbe, izvirni greh in zaključek zgodbe, izgon prvih staršev. V gost, ne, to je zabaven detajl v tem smislu, da se tule Bož verjetno poigrava s svojim privzetim priimkom. Zgoraj bog oče z padlimi angeli, ki se že spreminjajo v fantastične žužke. O peklu pravzaprav nimamo kaj veliko povedati. Ne. Ljudje so tam mučeni velikokrat s predmeti, ki so jim dajali užitek v času življenja. To je motivika, s katero se bomo še srečali. In to ne zadošča. V tem oltarju zunanje strani ne kažemo, zato ker gre za dva svetnika. Se pravi, tu smo še vedno na dosti, zlasti za Boža, dosti konvencionalni poti, ki se pa spremeni potem z njegovim naslednjim velikim triptihom. To je triptih z vrtom na slad, ki je danes v Pradu. Triptih je nastal zelo približno okoli leta 1500. Imate datacije, grejo od 90 let do leta 1510 približno. Tako da ostanemo pri oni zelo približni letnici. Spet najprej zaprta stran in tule vidite nekaj, kar je popolnoma nepričakovano. Tole, kar je pred vami, je upodobitev sveta na 4. dan stvarjenja, ob koncu 4. dneva stvarjenja. Se pravi, zemlja je že ločena od voda, rastline so že vzklile, na nebu vidite obe luči, se pravi sonce in luna. To je, in oblake, ki jo delno zakrivajo. Ne. To je zanimivo, mislim, na tej stopni, ker sem zdaj jaz, me bolj pravzaprav zanimajo likovni problemi od vsebinskih. In predstavljam si, da si je, ko je še nastajala to zunanjščina, Bož ogledal, naslikal je samo sonce in luno na tej stopni in videl, da zadeva ne štima, in je potem dodal še te oblake, ki seveda so temni, težki, ampak niso grozeči. In idealno dopolnjujejo celotno kompozicijo. Čisto levo zgoraj vidite Boga očeta, ki recimo zadovoljno opazuje svojo kreacijo. Popoln mir. Popoln mir, popolna krogla, ki obdaja zemljo z rastlinami. Zdaj se pa vprašajmo, kaj se zgodi, če temu miru dodate živali in potem še ljudi. Popolna zmešnjava, po domače povedano. In tule spet naj opozorim mogoče najprej na likovne probleme. Mislim, tule imate problem, osnovni problem imate. On je hotel seveda naslikati množico malih figur, ki počnejo
vse najrazličnejše stvari, ne vemo, kaj v glavnem. Ampak zdaj je problem ta, kako urediti to, likovno urediti vso to zmešnjavo. Ne. Pomaga si predvsem z dvema črnima figurama v prvi vrsti, levo in druga desna. Mimogrede, to sta resnična črnca. Če gledate detajl, si mislim, da to lahko storimo. To niso pobarvani belci, ampak so dejansko črne figure, ki jih je seveda nedvomno poznal iz mesta. Svetlognboš je bil pomembnejši kot danes, pomembno med drugim trgovsko in obrtno središče. Skratka, dve ti figuri postavi v ospredje kot osnovo trikotnika z vrhom, jasno v oni, recimo arhitekturi, popolnoma fantazijski, v centru zgoraj. Ne. Se pravi, to je zdaj prva konstrukcija, ne. Drugo predstavlja ta blazna kavalkada okoli recimo bazena, tega popolnoma okroglega, seveda v perspektivo postavljenega bazena. Ne. Je seveda pomemben tudi vsebinsko. V bazenu boste našli samo ženske figure, so med drugim tudi nekaj črnih. Okoli, ti, ki jezdijo okoli na deloma resničnih, deloma izmišljenih živalih, so moški. Se pravi, to je osnovna, potem imate še naprej razvija kompozicijo okoli na zgornjem delu in tako naprej, ampak to so osnovne oporne točke, ki si jih postavi kot likovnik. Krili sta bolj preprosti, na prvem se zgodba, recimo, čeprav ni zgodbe, je treba že takoj reči, razvija od spodaj navzgor, ne, in na drugem od zgoraj navzdol. Zdaj pa čas, da si ogledamo krila eno za drugim. Na levem krilu imate prizor, ki spominja na prejšnjega, ampak ni enak. Tule imate opraviti z popolnoma izjemnim motivom stvarjenja žene in moža po prvi varianti v Bibliji. Se pravi, žena ni Eva, ampak je tisti lik, ki v Bibliji sploh ni imenovan. Ime poznamo in ga verjetno tudi boš poznal po kabalističnih spisih kot Lilit, ki jo verjetno poznate tudi iz sodobnega življenja, ime Lilit. Skratka, to je figura, ki se pojavi, ki je ustvarjena istočasno z Adamom in potem, to je že nadaljevanje zgodbe, ki ga nimate v Bibliji, ne, zato ker je bila ustvarjena istočasno z njim, se ima za enakovredno Adamu, to seveda ne štima, ne, in potem izgine. Tako rekoč prerezana je, tako kot je ta plošča odrezana z okvirom, je prerezana tudi njena zgodba. Pozneje naenkrat Adam se znajde spet sam, ne bo, ko pazi, da je sam in tako naprej. Dodatni dokaz, da gre dejansko za ta motiv, je, da ni nadaljne zgodbe, ki bi jo pričakovali in ki jo boš vedno upodabljal, kot bomo še videli, kadar je upodabljal Adama in Evo. Ni izvirnega greha, ni izgona iz raja. Dejansko Adama in Evo obkrožajo samo druga živa bitja, druge živali, nekatere resnične, nekatere bolj ali manj ali docela fantazijske. Z žirafo verjetno je ni nikoli v resnici videl, je poznal samo po
po detajlih. Ne. Z žirafo je imel nekaj težav. Meni jih je imel s slonom, ne, ki ga je očitno poznal. Ne. Nekatere od živali so popolnoma fantazijske, najdete tudi norožcev, med njimi recimo večina jih je pa bolj ali manj resničnih. Ne. Na srednji, skratka, to je začetek zgodbe. In lik tle gotovo ne, oziroma neimenovani ženski lik, da tako rečemo, gotovo ne nastopa tukaj slučajno. Ne. Ker na srednji tabli se jasno človeštvo udaja najrazličnejšim, predvsem seveda eni pregrehi, tudi druge lahko izbrskate, ampak očitno je predvsem voluptas tisto, ki gospoduje na tej tabli. V detajle nima smisla, da se spuščamo, ne. Ampak očitno, sporočilo je očitno. Zanimivo je pa eden od detajlov, to je tale lik skrajno desno spodaj. Domnevali so, in ni nemogoče, da gre za avtoportret. Zato že zaradi značilnega pogleda, ne. Umetnik, ko se slika, gleda v ogledalo, skratka v svojo podobo, ne, in potem to prenaša na platno, ne. In ta lik gleda več ali manj v nas. Je tudi edini lik na celi srednji tabli, ki je oblečen. So ga pa razlagali tudi drugače, tako da med drugim celo kot Janeza Krstnika, čeprav meni ni čisto jasno, kaj naj bi on tukaj iskal v takšni podobi. Vzemite to kot domnevo, ne, ampak kot mogočo domnevo. In na desni strani motiv, ki ga že poznate, se pravi pekel, ne, in potem mučenje pogubljenih z inštrumenti, včasih dobesedno glasbenimi inštrumenti, ne, ob katerih so uživali v času življenja. To delo seveda zelo očitno ne sodi v cerkev. V cerkvi s takim triptihom nimate kaj početi. Spomnite se na Memlingovega, ne. Šokirala bi že zunanja stran, ne, toliko bolj šele nota, ne. Se pravi, to je že stopnja, na kateri boš dela za zasebne naročnike. Za koga je ta triptih naredil, ne vemo. Ampak vemo pa, da je to sliko skupaj še z 5 precej po smrti leta 1570, kupil španski kralj Filip II. Filip II danes ni na ravno najboljšem glasu, ne. Ampak bil je, to pa moramo priznati, izjemen poznavalec umetnosti, ne. Zdaj je med drugim delal Tician, ne. Se pravi, tu smo na samem vrhu in na severu in na jugu Evrope. In to podatek, da je kupil Boševe slike, je pa pomemben še iz enega razloga. Boša so ravno zaradi te srednje table, vrta na Slatne, razlagali velikokrat kot krivovirca. Zaradi golote, ne, ki sicer, kot ste že videli, na triptikih ni nič izjemnega, ne. Ampak zaradi golote predvsem kot ademita. Dve dejstvi, ne samo dve, ampak dve, ki očitno nasprotujeta taki razlagi. Prvič, kako rečeno, je bil sprejet v bratovščino, marijansko bratovščino, ne, v katero, prosim, Hertogenbosch ni bil nepomembno mesto, ampak ni bil prav veliko mesto. Ne dvomim, da so vsi vse poznali, zlasti vse nekoliko pomembnejše meščane. Če bi bil Boš znan krivovirec, neznan ne bi mogel ostati.
ne bi bil sprejet v to bratovščino. In če bi bil znan krivovirec, najbolj krščanski od vseh kraljev, njegovih del ne bi kupoval. Se pravi, takšne razlage, ki so bile zelo popularne vse nekaj časa, lahko mirno odštejete. In po zaslugi Filipa II. Je slika danes v Pradu, najprej v Escorialu, potem je prišla končno v Prado, ki ima spet po zaslugi Filipa II. Najboljšo zbirko Boševih del danes na svetu. Med drugim tudi to in končno še zadnji od teh triptihov. Triptih, tako imenovani triptih s semenim vozem. Ta je nastal pozneje, glede na restavratorske analize je dosti natančno postavljen v leto 1516 ali vsaj okoli, mislim, jasno, pred tem datumom. Se pravi, da gre za vsaj eno od zelo poznih, če ne zadnje Boševo delo. Spet ne vemo, za koga je nastal prvotno, sigurno ne vemo. Spet odpeljan v Španijo, tokrat brez morskih razbojnikov in v Escorial in potem danes v Pradu. Zunanjščina spet z izjemno, čeprav morda manj atraktivno ikonografijo kot prejšnji triptih. Tale osrednji lik so ga tudi razlagali seveda na razne načine, ampak vse osebno se mi zdi najbolj verjetno, da gre za slehernika z veliko začetnico seveda, ki gre po poti življenja in na njej srečuje najrazličnejše nevarnosti in skušnjave. Brani se pred tem psom, ki ga napada, in zdaj stopa na brv, ki ga očitno nekam vodi. Kam? Ne pove seveda Bož. Ampak delni odgovor ponuja potem spet odprti triptih. Še bolj nenavadno, ali pa niti ne po svoje vsebina. Tokrat se je Bož naslonil na tradicijo pregovorov, ki so bili jasno, pregovorov in rekov, ki so bili pomembni jasno kadarkoli, ampak v tem času še toliko bolj. Znameniti zbiralec pregovorov je bil Erazem Rotterdamski, ki je adagija v latinščini, ampak knjigo so potem prevajali in najrazličnejše jezike. Latinščina je pa seveda itak bila lingua franca, če tako rečemo, tega obdobja. Skratka, najprej jih je zbral, prvič jih je zbral v tej zbirki Adagija, jih potem dopolnjeval in na koncu jih je izbral okoli 3000, če se prav spomnim. Moram pogledati. Pardon, se ne spomnim prav. 4151. Skratka, in pregovori so postali zelo odmevni tudi v umetnosti. Zlasti seveda severni. Pozneje je to tradicijo najpomembnejši nadaljeval, najpomembnejši Bošev nadaljevalec Brehel, s svojimi pregovori, ki jih danes vidite, lahko vidite na Dunaju, v Kunsthistorisches Museum na Dunaju. Skratka, pregovor, ki nas tule zanima, je zelo preprost. Al-Haj, vse je seno. Seno je enako ničevemu, ničevosti, ničevostim. Vse je ničevo. Seno postane priljubljen motiv
včasih v tej varianti, včasih v varianti semenih kopic. Zlasti v 16. stoletju, to je nedvomno najpomembnejši primerek. Ne. Spet zgodba 3 table, ne. Na levi strani motiv, ki ga pravzaprav že poznamo, samo da je zdaj nekoliko obrnjen, ne. Se pravi, zgoraj spet Bog Oče s padlimi angeli, ne, ki se spreminjajo v žužke. Potem zdaj zelo nedvomno upodobljeno stvarjenje Adama in Eve oziroma Eve konkretno, ne, ki se zdaj čisto dobesedno dviga iz Adamove strani, iz njegovega rebra. Potem v sredini izvirni greh in spodaj nekoliko bolj običajno upodobljeni izgon iz raja. Na srednji tabli zgoraj Kristus zaznamovan, ne, z, ko bi rekli, ranami mučeništva, ki opazuje, lahko rečemo najbolj preprosto, noro človeštvo, ne, to je ta norost, ne, o kateri je tudi pisal med drugim Erasm v svojem najbolj znamenitem delu. Skratka, opazuje norost človeštva, ki se bolj ali manj dobesedno grebe za senom, se pravi za ničevostmi. To, kar je zanimivo, ni pa izjemno, ne. Podobno motivi, ko najdete končno spet tudi pri nas, ne. Tule je dejansko predstavljeno vse človeštvo, ne. Od papeža in cesarja, ki ju vidite zadaj na konjih, ne, zadaj za vozom, kako mu zvesto sledita, do jasno predstavnikov neštevilnih tako rekoč stanov in poklicev v ospredju. Mislim, vse okoli voza in potem v ospredju, morda najbolj je poudarjen ta menih, ne. Ni težko ugotoviti, kateri pregrehi se on predaja, ampak dejansko, če se malo potrudite, boste vseh 7 smrtnih grehov našli lepo, ne samo v eni varianti, navedenih, vse okoli recimo voza ničevosti. In potem na desni pekel, ne. To, kar je seveda zanimivo, ne, spomnite, da se slehernik premika zelo očitno na desno, ne, in na desno se premika tudi ta voz, ne, ki ga počasna bitja, demoni, ne, ki se delno že očitno spreminjajo v hudiče, ne, vlečejo na desno krilo v pekel. In zanimivo je pa, da pekel pravzaprav kot tak, drugače kot na drugih slikah, ki smo ga videli, ni naslikan, ne. Samo zaslutimo ga zlasti za tem obokom, spodaj desno, ne. Ampak dobesedno podoben pa ni, ne, ker je, če premislimo, še veliko bolj učinkovita metoda od tiste, ki vam dejansko grozote razkrije. Tu si jih morate predstavljati, ne. Boljši način od onega prejšnjega, ne. Ki ga pa zdaj pa ni nihče posnemal, ne. Tu je, boš na tej stopnji, seveda boš docela na svojem, ne. In to je pravzaprav tudi to, kar moramo v glavnem povedati o tej sliki, ki na nek način, kako rečeno, zaključuje njegov opus, ali pa ga je dejansko zaključila, ne, in napoveduje vse to, kar je prišlo po njem, ne. Umrl je tako rekoč kako leto pred uradnim začetkom reformacije, ne.
Ampak kaj je v osnovi reformacijo povzročilo, ne, je pa zelo jasno iz njegovih del. V tem smislu je eden od velikih, lahko tudi rečete, čeprav to ni dokončna označba, je eden od velikih kronistov, ne samo svojega, ampak katerega koli obdobja. In v tem smislu eden od velikih umetnikov nasploh. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala vam za predavanje. Sedaj imamo vsaj pol ure še za vprašanje ali pa diskusijo. Torej, če ima kdorkoli kakršnokoli vprašanje, je sedaj pravi čas za to. In potlej vse tiho je bilo. Prosim. Za zelo izčrpno predstavitev. Se mi zdi res fascinantno videti ta boljša svet, res unikatno. Dve vprašanji. Prvo je povezano z namenom oziroma pač ciljem, ki so jih pač te kriptih imeli. Zdi se, da cilja na zelo moralno-etično, s tem, ko prikazuje razne pregrete in tako naprej, s tem nakazuje, kot da bi imelo to neko moralno noto, v smislu kot neke vzgoje skoraj, neke moralno-duhovne edukacije. To je eno prvo vprašanje oziroma smer, če vi to vidite, če je tukaj, mislim, če je kaj na temu. Drugo vprašanje je pa povezano s tem peklom, ko smo videli tisto prvo ali drugo sliko, kjer je bilo praktično srednji del, pa tudi ta desno krilo je bilo pravzaprav vse rdeče. Vse je nekako v peklu. Tukaj pa tam smo videli tudi ogenj in tako naprej, pekel kot nek kraj, skoraj kot fizičen kraj. Tukaj pa vidimo, da pekel postaja pravzaprav to, kar ljudje že zdaj živijo. V tem smislu kot neke vrste pač moralno zlo, ki ga človek zada človeka. Skoraj ni več kot kraj, ampak je bolj kot stan, ki se živi v družbi. Pa me zanima, če tukaj vidite kakšno to evolucijo njegovega koncepta pekla, pa kako je, kakšni vplivi, na primer, so bili, da je prišlo do te negativne, oziroma negativne. Ja, mislim, seveda so ga, hvala lepa, seveda so ga vedno razlagali tudi faktografsko. In en od podatkov iz njegovega življenja je, da je leta 1463 s Hertogenbosch doživel katastrofalen požar. Bosch je bil takrat star 13 let in se je to zapomnil. Odtod ta goreča mesta, recimo, v ozadju njegovih slik. Sam to, veste, v redu, nedvomno je to doživel, si je to zapomnil, ampak tu ni s Hertogenbosch, ki živi mislim, ki gori v ozadju. Dejansko nekaj sem pa dejansko pozabil, na to moram še opozoriti, če mi bo uspel priti nazaj. Hvala lepa. Nekaj je treba še opozoriti. Zelo bistvenega. To, kar se dogaja skoraj v ozadju, ravno te, ampak tudi drugih njegovih kompozicij, ampak tu je to najbolj. Če pogledate, krajina v ozadju se nadaljuje neprekinjeno z levega krila na osrednjo tablo in iz osrednje table
na desno krilo. To je bistven poudarek. Zato, ker to so trije različni dogodki v zgodovini, recimo, človeštva, ampak v različnem času se dogajajo samo z človeške perspektive. Z božje perspektive se dogaja vse istočasno. In ta krajina v ozadju zaznamuje vse skupaj, pa opozarja, da pravzaprav na vse skupaj gledamo z božje perspektive, ne s človeške. Tole je istočasno temu in to je istočasno temu in seveda tudi temu. Se pravi, jasno, vsa zgodba je bila določena že znana že v prvem trenutku, kako bo človeštvo pogubljeno in kako bo odrešeno. To, kar se potem ponovi v tako imenovanem, spet celo na začetku Biblije, v tako imenovanem protoevangeliju. Se pravi, hkrati kazen, ampak hkrati tudi obljuba odrešenja. Ampak spet rečem, lahko z božje perspektive se je vse to že zgodilo oziroma se dogaja v istem trenutku. In to je boljše razumel. V tem smislu je tale triptih in so njegovi triptihi docela izjemni. Izjemen je pa, bil je moralist, o tem ni nobenega dvoma. Zelo malo vemo o njem. Kar vemo pravzaprav zares o njem, vemo samo iz njegovih del. In kako rečeno, so pesimistična, skrajno pesimistična. Vse tri, ne samo prvo. Na prvem je to morda najbolj očitno povedano, zlasti, če ga primerjate z običajnimi upodobitvami ali Memlingova. Ampak vedno je pa ta misel na norost človeštva prisotna in seveda na to, kaj se bo zaradi te norosti zgodilo. Ja, svet je pekel že zdaj. Si mislim, zato ni treba iti v čas okoli leta 1500, da to razumete. In jasno je to spet tudi čas neprestanih vojn na vseh koncih in krajih Evrope. Evropske države se bojujejo med sabo, od zunaj jih napadajo, recimo v našem primeru jasno Turki, ne zlasti, ne samo Turki. Skratka, ljudje, eksistenca je dejansko ogrožena za normalnega človeka in Bož se je nedvomno imel za normalnega, hotel imeti za normalnega človeka. Za normalnega človeka je njegov obstoj, ne glede na vse to, kar ga vara, kar ga premami, lahko je v osnovi obstoj pekel. In to nam tudi pove. Zato se svet že na prejšnjem triptihu spreminja v pekel, na katerem že, mislim, če gledate detajle, ni najboljši posnetek, žal, ampak tule imate človeka, ki očitno moli. Še vedno upa na odrešitev, ampak ga že napada en demon in drugi ga že vlači proti peklu. Ne glede na vse, je pekel že tukaj. Ni prijetna vizija v tem smislu. In potem, ko postane za trenutek prijetna, kot na vrtu naslad, je pravzaprav še hujša od tele. Ker tule je vse odkrito, tam je pa še vedno prikrito.
ampak kar se moralizma njegovega tiče, ni dvoma. Ne. Res človeka zanima, kakšen človek je bil on, ne. Čisto osebno. Ne. In nekdo, ki bi ga rad spoznal, rad srečal, rad videl, kako je živel. Ne. Živel je vsekakor dobro. Ne. Je bil priljubljen, uspešen, v finančnem smislu se je bogato poročil, otrok ni imel, kolikor vemo. Ne. Ampak ta uspeh se mu je nedvomno ves čas zdel tudi dvomljiv. Toliko glede tega. Še kakšno vprašanje se komu? Če se zanima, odkot izgleda sam vrednost naklonjenost pluralizmu, posebej v reprezentanci prišel. Recimo, v 10 let so zelo neposredno pri razvoju tako sploh severno-zahodno in bolj Italiji, pa se ne pač dejamo, s katerim se ključni. No, ključni, mislim, eden od ključnih, tako rečem, ne, je nedvomno ta, da je bila Italija, ampak če govorimo o Italiji, v resnici govorimo predvsem o Firencah in pozneje o Rimu. Ne. Da je bila Italija, mislim, že v severni Italiji se začnejo stvari spreminjati, ko greste v Mantovo, recimo, k Mantegni. Ampak, okej, v Italija je bila veliko bolj vezana na antiko. Ne. Končno jo je antika obdajala na vseh koncih in krajih. Ne. Bistveno bolje ohranjena še vedno, kot je danes. Ne. In zlasti na Rim, jasno, Grčije praktično niso poznali, ne. Mislim, grških del. In to so bili zgledi, ne, ki so bili prisotni neprestano. Ne. In so bili tudi merilo za, kako bi rekli, kvaliteto ali nekvaliteto nekega umetnika. Ne. Lahko se od tega bolj odmaknejo, lahko manj, ampak to, kar po čemer si predstavljamo zlasti visoko renesanso, je nedvomno vezano na antiko in potem nadaljuje z antiko. 15. stoletje, nič ne toliko, ne, tudi v srednji Italiji, ne, je še vedno gotika odmeva, recimo, če gledate Botticelija, ne, njegove figure, Venera, ne, je S-figura, to je v bistvu gotska figura, gotski lepotni ideal, ne, ki še vedno živi ob koncu oziroma v drugi polovici stoletja. Ampak potem se to bistveno spremeni, ne, in telesnost, kakor jo interpretira antika, postane norma. Ne. Na severu vsega tega ni. Ne. Severnjaki, tudi glede na literaturo, dobro, če se samo na Erasma ozremo, ne, to so ljudje, ki gledajo predvsem okoli sebe in gledajo življenje takšno, kot je. Ne. Erasm je zelo neusmiljen kronist, ne, če ga tako vzamete. Ne samo on, tudi drugi. Ne. Je cela vrsta piscev, danes niso več znani, ampak je cela vrsta, toliko znani, ampak je cela vrsta piscev, ki gledajo ljudi okoli sebe. Ne. Nekateri, to je potem začne se satira. Ne. Pri Erasmu že potem se nadaljuje do Rabeleja, ne, ki je gotovo vrhunec v 16. stoletju. Ne. Verjetno tudi pozneje. Ne. To so gledajo ostro okoli sebe, neusmiljeno, ne, ker so neusmiljeni eden do drugega in seveda tudi do svojih podob. Ne. Resničnost je edino, kar jih zanima. To jim južnjaki neprestano, Michelangelo je poznal Dürerja, njegove grafike, ne. Preveč detajla, ne. Ni v redu. Ne. Neprestani očitek. Ne. In na koncu je v glavnem prevladala južna smer. Ne. Ta severni naturalizem je v bistvu izginil potem v poznem 16. stoletju in v naslednjih stoletjih. Ne. In se z njim zares srečamo, ampak to je zdaj docela spremenjena situacija, ne. Šele v 19. stoletju. Ne.
Preč tam, ne, je pa svet lep in prijazen in poln idealno lepih ljudi v italijanskem maniri. No. Tole je bilo malo pretirano rečeno, ampak ne popolnoma zgrešeno. Ja, to je zanimiva, ja. Ne, veste kaj, to je pa druga zgodba, ne. Tihožitja so pa natančna, ker hočejo biti iluzionistična, ne. Tudi se recimo, ko Brehla mlajšega gledate, pa njegova cvetlična tihožitja, ne. Ali pa Karavadžak prevrača, k se mu prevrača skleda s sadjem slika ven, ne. Tu je pomemben realizem, ne bomo niti rekli naturalizem, ne, ni poseben smisel, ampak realizem skrajni, ne, iluzionistični je pa pomemben, ne. To so stvari, vi pridete v sobo pa rečete, kak lep šopek, ne. In se začudite in pol je vse. To je, kuriozno so to spet stare zgodbe, ne gre v antiko, ne. Zgodbe o ptičeh, ki priletijo pa zobljejo jagode z naslikane slike, ne. To so, mislim, to so arhetipi, ki grejo čez stoletja ali pa celo tisočletja, ne. Zginejo, so spet oživljeni, ampak od renesanse naprej so oživljeni, ne. In v tem primeru so pravila malo drugačna, ne. Je pa zanimivo to, mislim, nimate samo dvojnosti, to je trojnost, petornost, kaj sem koliko, ne. Ja, absolutno. Veste kaj, jaz se opravičujem, sem malo bolj divjal, kot sem nameraval, ker sem se bal, da ne bom v eni uri gotov, no. Posledica, da sem bil prehiter. Velikani avtoportretov, ne, so možno kakšen odzor v Rembrandt, Van Gogh pa Dürer, ne. Mogoče kdo, ampak to so vse germanski slikarji. Mislite, da je to tudi povezano s Ne, ker so tudi, mislim, Tician se je na sliku že kot, mislim, to je portret, v katerem še danes razpravlja, ampak je verjetno avtoportret, ne. Kot lahko rečemo mirno Japi, ne. Očitno bogat in uspešen in se samo zadovoljno ozira v vas, ne. In Michelangelo, dobro, je njegov znameniti avtoportret na koži, ne. V drdni koži in tako naprej, ne. Ne vem, na to pa ne vem odgovoriti, morda so bolj številni, ne vem, ne znam odgovoriti. Ja, vem, samo Rembrandt je izjemen, ne. Rembrandt, Van Gogh, to so ljudje, ampak pa lahko rečete samo Nizozemci, ne. Eden v 17., eden v 19. stoletju, ne. Zakaj? Ne, zdaj imate pa celo vrsto razlag. Še eno vprašanje bo. Ja, mene zanima, to se pravi, ta pesimizem, ne, ki je tukaj izražen, je zelo značilen za to, kar je bilo očitno tudi v Lutru, ne, kar je bil verjetno doživljal sebe in ta svet na ta način. Imamo tukaj mogoče zelo podobnega, kakšno podoživljanje je bilo in kakšna muka na nek način. In skozi to je on pač iskal rešitev. Kako mislite, da je ta umetnost odslikava, da smo stanje duha? Veste, kaj se pravi, dva takova sta, ne. En optimistični, ne. Memlinga si poglejte, ne, naenkrat ste čist v drugem svetu, ne. Pardon. Ne. Tule je vse jasno, ne. Dobro, nekateri so pogubljeni, ampak veliko jih je pa nedvomno zveličanih, ne. Cela množica na tej strani. In ko bi rekli, to je običajni pogled, ne. In tudi taki so ga seveda v cerkvah najraje videli, ne.
Zato pravim, da je nemogoče si predstavljati oba pozna, zlasti onega z vrtom na Slatne v cerkvi. Se pravi, to je običajnik, ki ga izražajo spet tudi naše freske. Veliko je pogubljenih, ampak veliko je tudi zveličanih. In Luther je verjetno na ta način tudi razmišljal. Nisem strokovnjak zanj, ne morem reči dokončno, ampak vem pa, da je bil optimist, kar se samega sebe tiče. In v tem smislu ni bil izjemen. Boš je pravzaprav veliko bolj izjemen, kar se tega tiče. Večina ljudi nikakor ni mislila, da bo pogubljeni. Ne mislijo še danes. To je, kako bi rekli, izjema pravila, ne pa pravilo. Boš. Recimo, če se oziramo pa ta drugi, je na desni strani veliko več vzdeljenih ljudi kot na levi, pa tudi recimo na vsem pogubljenih, se ti pogubljenih ljudi kot ljudska večja. Ja. To so anekdote, ki so jih ljubili vsi, tudi pri nas spet, če gremo. Vse anekdote, to, da vlečejo recimo en drugega v pogubo. Boste nekaj podobnega zlahka našli tudi na freskah. Ne, ampak veste, kaj gre za ravnotežje. Prvič imate eno krilo, ki je popolnoma, so nebesa, drugo so popolnoma. Drugič lahko rečete, te figure so večje od onih. So pomembnejše od onih. In tako naprej. Ni v številu, štev jih nisem, ne vem, katerih je več. Verjetno bi se strinjali s tem, da bo več pogubljenih kot zveličanih, ampak to ni bistveno, razumete? Bistveno je v tem, da je svet lepo urejen, nekaj gre sem, nekaj gre tja. In to je to. Ne gre za to, da bi Memling ni bil tak tip, mislim, ga poznamo dosti dobro, je bil tudi moralist svojega časa, je delal recimo upodobitve Vanitas, zelo zanimive, ampak seveda ne tule, ampak jih je delal, je natančno razumel recimo zdaj ožje krščansko humanist. Mislim, to so bili pisatelji, ki so jih vsi, mislim, od Hoje za Kristusom, kako že imitacijo Kristi je boljši naslov, zato ker gre za posnemanje, ne samo za Hoja, za posnemanje Kristusa. Ko je Dürer sebe naslikal, oni portreti iz leta 1500, leta 1500 so mislili, da bo konc sveta. So bili prepričani, ne samo mislili, da bo konc sveta. On se naslika tik pred koncem. In se naslika, to je kristomošni, kot se reče, portret. Kot Kristus je. Se pravi, on je res posnel Kristusa. Je res sledil Kempčanu. In skratka, to so spisi, ki grejo čez celo drugo polovico 15. v 16. stoletje. Razen je samo vrh, recimo, ledene gore. Najboljši, danes daleč najbolj znam, ampak samo vrh. To razmišljanje je že nekaj časa tudi v likovni umetnosti. V tem smislu boš ni nič novega. Moralistov je bilo pred njim že vrsta tudi optimističnih in jih je bilo za njim še vrsta. Ja. Ne, sej. Drink sem bil sicer pred semenem vozil, se pravi, ko se že bil ples smrti, ne? Pač dve stanovi, ki so in razni kraji, Karpatože in tako naprej. Tukaj me je poračil, da je snahal res pa v... Ja, sej to v osnovi je točno isti motiv. Tam so je vse človeštvo, ki bo ne glede na svoj status, od dobesedno cesarja, papeža do berača. Jih bo vse odneslo smrt.
Tukaj je spet vse človeštvo, ne, ki bo pogubljeno. Od cesarja navzdol do enega tegale, no, debelega meniha, ampak še na stotine jih je vmes. Ne. Vse človeštvo je bistveno sporočilo takih del. Ne. Ja. In ja, to je ista, po svoje to je ista motivika. Mutatis mutandis, ne, ampak Redo, mogoče imamo še 5 minut, če ima še kdo kakšno vprašanje, še zadnje. Jaz imam eno tako vprašanje. S kje, ker nisem še videl, ker nisem poznal umetnosti, ampak da bi bilo uporabno take fantastične figure, rastline, živali, podobe, da on zgleda nekaj posebnega. A veste kaj, zakaj je on to uporabljal? vse kaj, zdaj so dregnili v problem, ki ni rešen. Ne. Odgovor delni ponujajo kako bi rekel, risbe na marginah srednjeveških rokopisov. Ne. Tam so si dali ilustratorji, ne, že dolg časa, že vse od 12. stoletja naprej, so si dali duška. Ne. In tam najdete fantazijska bitja, takšna in drugačna, vse daljne sorodnike Boševih. Ne. In najrazličnejše anekdote, tudi precej grobe in tako naprej. Ne. To je daljno sorodstvo Boševo, no, Boševih likov. Ne. A je poznal Boš? Mogoče, verjetno, ne vem. Ne. Ta odgovor, mislim, preskok iz rokopisi so vsekakor v njegovem času še vedno nastajali. Tisti, ki je bil že nekaj časa z nami in prisoten. Ne. Ampak rokopisi so še vedno nastajali približno do sredine 16. stoletja in potem v nekaterih primerih tudi veliko pozneje. Ne. Lahko rečete celo vse do danes. Ne. Ampak do srede 16. stoletja so bili še dosti normalni, ne seveda s takimi ilustracijami, kot jih najdete v srednjem veku. Ne. Skratka, rokopisi niso bili nič posebnega, jih je verjetno poznal. Ne. Verjetno je poznal tudi to, kar se je dogajalo na njihovih robovih, ne, na marginah. To, kar je prazni rob ob tekstu, na levo, desno. Ampak, in spodaj, ne, zelo pomembno. Ne toliko zgoraj, zanimivo. Ampak, to je to, kar lahko pravzaprav zanesljivo odgovorim. Ne. A je še kaj drugega? Toliko, mislim, imate fantazijske pošasti tudi drugje, tu pa tam, ne. Zlasti hudiči, tam so si ljudje dali duška, ne. Mislim, slikarji dali duška, ne. Ampak toliko, kot pri njem, jih ni nikoli. Ne. Prej, pozneje so ga pa pobesneli, se pravi, kopirali in ponarejali. Hvala lepa. Nekaj samo moram reči. To, da bom, oziroma da sem zdaj že lahko rečem izobraževal jezuite, je vsekakor eden od mojih kronskih dosežkov. Hvala lepa.